res je v bistvu precej zanimiva zgodba, ker tudi sam še kar ne poznam nobenega, da bi prišel v bistvu iz smučarskih skokov na kolo. Ampak ja, tako kot ste omenili, biti skakalec v Sloveniji je precej, bom rekel, normalna stvar in tako se je tudi zame vse skupaj začelo, glede na to, da sem bil še kot otrok in sosed je bil v bistvu trener smučarskih skokov, ja, kar hitro je rekel, pač pridi z mano na skakalnico in ja, odvisno, kako se pogleda, ja, zaključil kar zgodaj, ker skakalci so v bistvu so lahko zelo, zelo dobri, tudi ko so zelo, bom rekel, mladi. Tako da, ja, sam sem zaključil, ko sem bil star 22, 23 let. In čisto v bistvu z preprostih razlogov, ker ja, se nisem bil slab, ampak nisem bil pa tudi toliko dober, kot sem v bistvu upal oziroma sanjal, da bom. In imel sem tudi nekaj v bistvu problemov z koleni, s poškodbami, tako sem čisto potem slučajno v bistvu prodal svoj motor in si kupil prvo kolo. Ja, od takrat naprej pa ja, pričel kolesariti več in več in ja, sedaj sem v bistvu izjemno vesel, da sem lahko na mestu, kjer sem. Ja, v bistvu zdaj, predvsem zdaj v zadnjem času je prihaja res ogromno mladih kolesarjev, ki jih mogoče v preteklosti ni bilo toliko. In ja, sam sem v bistvu res začel zelo, zelo pozno za kolesarja, ampak bom rekel, sem se precej hitro poskušal čim več stvari naučiti. Celotna zadeva je ja, sigurno precej boleča, ker sem bil res ogromnokrat na tleh, ogromno padcev, ampak ja, nekako sem vedno verjel, kaj bi rad bil oziroma kam bi rad šel, v katero smer. In ja, neverjetno na koncu mi je res uspelo. Ja, v bistvu bom rekel že samega načina življenja, saj vsak vrhunski šport sigurno zahteva določena odrekanja in ja, predvsem to. To sem v bistvu delal že od svojega 7. leta naprej, ko sem postal skakalec in ja, športnik sem bil v bistvu celo življenje, tako da sem bolj kot ne vedel, kako vse skupaj poteka. Je pa res dejstvo to, da je fizično gledano čisto drugačno kolesarstvo proti smučarskim skokom. Kolesarstvo je res vzdržljivostni šport in ja, iz skokov, bom rekel, mogoče mi res koristi ja, več kot očitno ogromno stvari, ki sem jih počel takrat kot skakalec in ja, verjetno tudi zato sem mogoče lahko tako hitro na koncu uspel tako ja, hitro presedlati na kolo in tudi biti dober na kolesu. V bistvu začel sem potem kot amaterski kolesar 2012. 2013 smo podpisali svojo prvo profesionalno ali pa bom rekel elit z Adria Mobil klubom. Se pravi, za njih sem kolesaril od 2013 do 2015. Tam sem v bistvu ja, tudi dobil prvi stik, v bistvu, kako vse skupaj poteka. In ja, od tam naprej ja, ponovno velik skok na najvišjo raven v Pro Tour z še kar sedanjo ekipo, takratno Lotto Jumbo, sedaj Jumbo Visma.
In ponovno se je začelo štart od začetka, precej boleče prvo leto, ampak ponovno ogromno izkušenj, ki sem jih pridobil in tudi takoj v bistvu videl, kaj kmalu, da sem res sposoben v bistvu voziti z najboljšimi kolesarji ob bok. Tako da od tam naprej sem v bistvu samo bolj in bolj užival in dosegal potem že takoj boljše in boljše rezultate, tako da precej neverjetni občutki v bistvu. Vsak si želi doseči čim boljši rezultat na največjih dirkah na svetu. Tudi sam sem izkusil takrat moj prvi nastop na Touru 2017 in res v bistvu sanje so postale resničnost in zavedno se bom spominjal v bistvu tega uspeha na koncu z prelazom preko Galibijeja in potem spustom v Serre-Chevalier, tako da res izjemni občutki. Ponovno super občutki, v bistvu nekako smo si vedno štejem v čas, da sem eden izmed tistih, ki smo v bistvu pričeli nekako pisati slovensko kolesarsko zgodovino, tako da ponovno neverjetno, ker tudi vsak, ko se začne v bistvu ukvarjati s kolesarstvom, si vedno želi neke najvišje stvari doseči in v bistvu imeti rumeno majico je res verjetno tisti največji gol, ki ga vsak. Mislim, da v bistvu občutki so bolj kot ne isti potem dan za dnem in se tudi ne obremenjuješ, ne vem kaj in kako, katero majico imaš, ampak se poskušaš bolj fokusirati na samo nalogo, ki te čaka vsak dan posebej. Vedno si pa v bistvu želiš, da oblečeš rumeno majico potem v Parizu. Tako da zato se bomo pa poskušali boriti ponovno to leto. V bistvu, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Stvari ne moreš zavrteti nazaj ali pa spremeniti. Jaz sem naredil, kar sem lahko in nekateri so bili hitrejši, tako da si ne moreš nič očitati in v bistvu na koncu je lahko to samo še motivacijsko, da poskušamo letos narediti še korak več in biti na koncu še boljši. Bom rekel, vedno se potem zgodijo neke analize in ugotovitve in vedno se tudi lahko stvari izboljšajo, ampak gledano generalno, bom rekel, smo res lahko odpeljali nek sanjski tur s celotno ekipo. Vsi fantje so bili res na izjemnem nivoju. Tako da, tako kot smo že ugotovili in vsi vemo, na koncu nam je zmanjkalo in bomo poskušali in se definitivno borili za kaj več to leto. Vedno je lepo zmagati in sigurno glede na to, da vsi zdaj govorimo, sem izgubil tur, ampak na koncu sem bil še vseeno na podiumu, osvojil drugo mesto in tudi to je vsaj zame bil res izjemen dosežek. Čeprav sem verjetno čutil, da imam še nekaj več in res sem bil tudi potem lahko izjemno vesel z lepimi rezultati, ki sem jih še osvojil po samem turu in zmago na Vuelti. Mislim, da predvsem to, da so kljub temu, da smo Slovenci narod z 2 milijona ljudi, videli, da
lahko, da je možno. In predvsem to, ja, ta ugotovitev verjetno pripomogla k temu, da so tudi vsi ostali, ki imajo to možnost nastopati na najvišji ravni kolesarstva, tudi dokazujejo, kako dobri so. Ja, moj glavni cilj ostaja sigurno dirka po Franciji, zato se bom poskušal čim bolj pripraviti. In tako kot ste omenili, takoj po turu sledi olimpijada. Tudi tja bom šel in ja, tudi tja sigurno si ne želim iti kot nek turist, ampak definitivno v želji po čim boljšem rezultatu. Mogoče tudi je dobro to, da celotna proga in vse bi mogla dosti biti meni v prid. Kako bo pa šlo, bomo pa videli. Predvsem si želiš ostati zdrav in da vse gre, bom rekel, s čim manj nepotrebnimi zapleti. Potem bomo pa ja, tudi na koncu vsi lahko zadovoljni z vsem. Ja, v bistvu je ogromno načinov, kako pristopiti sigurno k sami dirki. Čisto odvisno od samega tima in tekmovalcev, ki jih imajo. Ampak potem je pa v bistvu tudi najbolj pomembna celotna taktika, ki nas v bistvu lahko pripelje nas vse do čim boljšega rezultata. In ja, nikoli se mi zdi, da ni slabo, če imaš konkurenco tudi znotraj tima, ki te lahko potiska malo naprej, in tudi v bistvu več možnosti je takoj v timu, več kart imaš za igrati na koga, in ja, s tem se odpira tudi več možnosti, da lahko pridemo do čim boljšega željenega rezultata. Ja, v bistvu Telemark je nekako zaključek perfektnega skoka in tudi glede na to, da na koncu, če zmagam, odpeljem res super dirko, tudi sam jo želim vedno potem nekako zaključiti s Telemarkom. Ja, v Planici sem doživel padec leta 2007, se mi zdi. In ja, potem sem tudi kasneje, 2010, še skakal, opravljal skoke na takratni v bistvu največji skakalnici na svetu. Tako da v danem momentu nimam nobene posebne želje se spustiti po velikanki, ker ja, tako kot sem že omenil, ja, vsak vrhunski šport v bistvu tudi zahteva vrhunsko pripravo in sam sigurno nisem več sposoben in pripravljen se spustiti po največji napravi na svetu.